Pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni na našem prvem spletnem dogodku, imenovanem Popotniški snap, ki se bo danes odvijal, lahko rečemo, okoli zmeraj aktualne teme, zakaj potovati, ko si mlad. To je naša nova popotniška serija, ki bo potekala vsaka 2 tedna ob četrtkih in prav danes ste deležni premierne oddaje. Z vami sem Tine Nipič, moderator in prostovoljec Popotniškega združenja Slovenije. Za tiste, ki še ne veste, kaj je to je nevladna, mladinska organizacija, ki deluje v okviru mednarodne mreže Hosteling International. Povezuje hostele po Sloveniji in spodbuja trajnostni in, še posebej pomembno, mladinski turizem. Ne smem pa pozabiti omeniti, da na spletni strani organizacije mesečno izhaja e-revija, imenovana Globetrotter, v kateri lahko najdete najrazličnejše popotniške informacije in s tem povezane vsebine naših strastnih popotnikov. Tako da ta dogodek poteka tudi v sodelovanju z organizacijo Mladi Maribor. Današnja gosta pa sta dolgoletna in izkušena popotnika Katarina in Rok Hočevar. Katarina in Rok, pozdravljena. Živijo. V redu, hvala. Odlično. Nisi povedal, midva sva tudi prostovoljca pri Popotniškem združenju Slovenije in tudi pisca člankov v Globetrotter reviji. Tako da evo, kar ni na najnem blogu, si včasih lahko tudi kaj preberete v Globetrotterju. Slabo omenim, da smo kolegi. Za vas, gledalce, Katarina in Rok sta tukaj torej tudi, da nam predstavite svoj pogled, pa stališča in svoje mnenje, zakaj potovati in obiskati svet že v mladosti. Upamo, da bo tudi kot spodbuda za vas, da se podate na pot takoj, ko bodo razmere to z virusom omogočale. Preden pa vam predam besedo, pa vas, goste, pozivam, da pišete komentarje, vprašanja, na katera bomo odgovorili med dogodkom in tudi na koncu. Tako da, Katarina in Rok, lahko začnete s predstavitvijo. Beseda je vajna. Ok, se pravi, naslov je Zakaj potovati, ko si mlad? Zdaj jaz vedno rečem, vse ne, da sva ful stara, ampak lih prej je Rok rekel, vse malo spremeni, recimo, ko greš iz študentskih, dokaj brezskrbnih let v službo, se marsikaj, kar se tiče potovanj, spremeni, tako da nekako bi izpostavila, zakaj se splača potovati, dokler si recimo še študent ali pa v 20 letih. Ja, to je predvsem, se mi zdi, prelomnica, ki jo začutiš pol, ko nisi več študent. No? Za vnaprej je težko vedeti, ampak pol, ko pa so ti določene stvari odvzete, sicer druge dane, ampak predvsem ono, ko ti nekdo nekaj odvzame, pol začutiš, da manjkajo te stvari. Ja, midva sva začela potovati zelo zgodaj, ali pa vsaj jaz lahko rečem, sem zelo veliko potovala že s svojo družino, kar sem, zdaj, ko gledam nazaj, zelo vesela in hvaležna, da so me malo odpeljali v svet, oziroma predvsem po Evropi. In ja, pol tudi na eno potovanje prvo je bilo, jaz sem bila stara 18 let, Rok je bil še 17, še mladoleten in šla sva v Avstralijo. Tako da to je bilo prvo potovanje in pol nekako s to Avstralijo sva kar postavila nek nivo ali pa standard, Oziroma, sploh pri meni je bilo tako, meni je bila Avstralija vedno sanjska dežela in pol sem videla, da v bistvu, če sem lahko pri 18 prišla v Avstralijo, pa grem lahko kamorkoli. Mislim, bom že našparala tisti denar, ker načeloma druge destinacije so cenejše kot Avstralija. Tako da pa se pa itak skozi več v bistvu potovala. Mogoče samo še en intermezzo. Napišite kar sproti vprašanje, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, jih bo vesela, pa bo kar sproti poskusila odgovarjati. Kar v komentarje napišite, tako da je to lahko kar neke vrste celo mogoče debata ali pa da se razvije malo tudi v smer, ki jo gledalci hočete, na ta način. Ok, zdaj pa gremo. Pripravila sva 12 točk, zakaj se splača potovati, ko si mlad, po najnem mnenju. Tako da evo, številka 1 je, to sem dala zelo tak naslov, kdaj, če ne zdaj. To v bistvu mogoče ne velja samo za takrat, ko si mlad, ampak za kadarkoli, če ima željo za potovanje, se najde način, ali pa priporočava, da se najde način, da se gre na potovanje. Nikoli ne veš, kaj bo drugo leto, kaj bo naslednji mesec, to nas je sploh zdaj to korona leto naučilo, da je toliko nepredvidljivih stvari, da izkoristi šanso, ko lahko. Nikoli ne veš, zdaj nam tale epidemija oziroma pandemija kroji življenje, midva sva dolg časa recimo sanjala, si želela iti v Jemen,
pa se je pol vojna začela, pa je zdaj že tam ne vem koliko časa vojna, ne? Recimo podobna situacija je s Sirijo, ful lepa država, ampak zdaj mislim, da je že 10 let, kar je vojna tam in pač se ne da iti, ne? Tako v smislu ne čakati, če imaš le možnost, pa če si dosti želiš, a ne, pejdi, ne? Na ta način. A sem kaj... Še bo možnost, tako ja, to nas je zdaj korona lepo izučila. Samo po drugi strani pa tudi zaradi tega našo državo odkrivamo bolj, ne? Mislim, je tudi prednost tega, ne? Zagotovo. Je tudi to ena izmed točk. Zdaj se v bistvu, zdajšnjim študentom bom tako rekel, je kakšno leto oduzeto, ampak mogoče se bo dal pa kaj nadoknaditi, ne vem, bomo videli, kako bo. Ja, razumem. Jaz sem tudi sam študent prvega letnika in sem začel nadaljavo, tako da sploh še nisem prav zaživel tega študentskega življenja. Ja, tudi to so prednosti. Krde, ja, saj mogoče, se pravim, če imate kakšno vprašanje, ki se navezuje na številko 1, napište, zdaj gremo pa mogoče kar na številko 2. Šolska snov, ne, s potovanji se ogromno naučimo. Kaj je s tem mišljen? Mišljen je predvsem to, da recimo, ko so bila tekom, ne vem, osnovne šole, srednje šole in tako pač učitelji razlagajo, zdaj predvsem recimo rečem zgodovina, pa geografija recimo, razlagajo marsikaj osnov, ki jo, ne vem, preklepetaš, prespiš, kakorkoli, ne. Preplonkaš. Ti ni toliko zanimiva zaradi enega ali pa drugega razloga, ne. Pol pa v bistvu, ko sva potovala, ne vem, recimo po Islandiji, pa vidiš tiste gejzire, ki dejansko bruha, pa ne vem, če bi zdaj šel na Islandijo, pa bi videl vulkan, ki bruha, ne. Pa mi, da so ga v bistvu videla, ne, v Guatemali. Je to pač nekaj, kar pač res, bi rekel, se poglobiš, nekako zaštekaš stvar, zakaj je to wow, ne. Zakaj ono, ki v bistvu ena majhna fotka, zdaj rekel, ne vem, taka fotka v učbeniku, te ni navdušila, pa zakaj pol, ko v živo vidiš to veličino, pač nekaj recimo narave, pač ja, zakaj te to tako navdušno? Zgodovina, ne? Točno tako, ko se to učiš, ne, samo je problem, da ko si mlad, vedno ni tak idealen čas, da bi lahko takrat človek, ko jemlješ določeno snov v šoli, da bi to do tanka izkoristil, no, ampak ja. Ja, pol obnoviš kaj, ali pa, mislim, kakšno stvar ložil naprej spoznaš, preden jo jemlješ, se mi zdi. Mislim, ali je odvisno, no, ne vem, tak ful primer je Grčija, stara Grčija, ne, mislim, stara Grčija, ostanki te civilizacije, to je bilo meni, mislim, jaz sem čisto odkrita, meni zgodovina nikoli ni bila neki ful zanimiva, pač to je bilo neko učenje letnic in pač kaj je nekdo pred ne vem koliko leti naredil, pa ne, kada bo to imel zdaj ful vpliv vzame, ampak pol, ko sem bila pa dejansko v Grčiji, je pa tako, wow, kaj so te ljudje že znali, ne, mislim, tako, 2000 let nazaj, kakšne temple so znali postavljati, ali pa tudi, ne vem, jaz sem pač naravoslovca, ne vem, v znanosti, kaj vse so vedeli že 2000 let nazaj, ne, mislim, tako, ja. Ja, ali pa zdaj, ko so v bistvu bila po Južni Ameriki 9 mesecev, pa recimo sva rekla, ok, greva gledati to pa to Odinkov, recimo v Peruju, in so mene pač kot arhitekta ful navdušala, ne, ker mislim, res je noro, koliko so bili v stiku z naravo, no, veliko bolj, kot zdaj v bistvu sploh razmišljamo o tem. Ja, bolj te dansko nikoli tega ne pozabiš in se bolje naučiš, ko pa kdajkoli ne iz učbenika tudi stvari. Pa se ti razširi pogled. Dejansko bolj si jih tudi zapomniš, se mi zdi. Ja. Ker tam prebereš, znaš do kontrolke in to je to. Ne? Tako, ko pa vidiš v živo ali pa, ko se res sam poglobiš v neko stvar, ker te zanima, ker si tam, se mi zdi, da si pol tudi veliko bolj zapomniš tako stvar, no, za dlje časa. Ja, če ne zavedno, ne. Ja, zdaj pa bomo pogledali za kakšno vprašanje, no, da vidimo. Zdaj se je pojavilo tudi eno vprašanje, no, kako dolgo zdaj vidva že potujeta, koliko sta pač stara, koliko let že potujeta, sta na poti? Ja. Stara sva 30 let. Torej, zdaj lahko mi izračunamo, da potujeta že več kot 12 let, tako pogosto. Ja, skupaj, da potujeva, ja, je toliko časa, se pravim, prej sem pa jasno, pa tudi ti neki, ne? Ja, jaz sem predvsem, Katarina je pa v bistvu kar ogromno tudi potovala z družino, sem imel ogromno nekih road tripov, bližnjih in daljnih, bom tako rekel.
Ja, in so si ogromno tudi že oni pripogledali, smo nekdaj ste začeli, ampak kot moje Ja, mislim, moje prvo potovanje je bilo, ko sem bila 9 mesecev star dojenček, in sta me starša vzela, pač smo šli vsi trije skupaj z avtom, z Jugotom na Švedsko iz Ljubljane. To je bilo že za tiste čase, so sosedje rekli, da sta malo nora, ne? Ampak je bil tako, mislim, se mi zdi, da je to pač meni nekako ostalo nezavedno, da pač še zdaj rada potujem. Zdaj se še pojavlja eno vprašanje od Ksenije. Zanima Ksenijo, koliko držav pa sta obiskala skupaj do zdaj? Ojoj, skupaj. Skupaj je težko reči, ne vem, ločeno mislim, da imaš ti koliko nekaj čez 70. Ja, jaz sem še enkrat šteti, jaz sem bila v 72 državah, skupaj pa malo manj, no, mislim. Rok je bil, ja, Ne vem, koliko. mogoče 10 manj, da pa, ne vem, zdaj prav koliko so bila skupaj, ne vem. Ampak tam nekje, no, recimo 50-60 ziher. Ja. Lepo, lepo. To je skoraj 1/3 celega sveta, če gledamo, koliko držav. Ja, mogoče je veliko, ampak meni se zdi, da je še ogromno za videti, mislim tako. Veš pa sploh neka Avstralija, ki je bilo prvo potovanje, v bistvu so šla pol še enkrat, pa po mojem bo šla še 2-krat, saj pa 3-krat pa tako. Ja, mislim, ni sam država, je tudi tako, koliko vidiš državo, ali pa kakšne so toliko velike, ja, da greš večkrat tja, no. No, super. Dobro, gremo na naslednjo točko. Ja, to, kar sem že prej rekla, ne, da s potovanji po svetu ugotoviš, da je v bistvu Slovenija zelo, zelo lepa. Tako se mi zdi, Slovenci smo ful naravnani na pritoževanje, ne, in vedno gledamo, koliko se imajo drugje boljš, ne, ker se pogovarjaš, ja, tam v Nemčiji, tam pa ne vem, ful boljši sistem, boljše plače, boljši študij, jada, ne. Ampak dejansko, mislim, mogoče Nemčija ima res kakšne dobre stvari, ampak ima tudi marsikaj slabšega. Pa zdaj ne bom samo v Nemčiji, ampak tako na splošno se mi zdi, ko greš po svetu in vidiš, kako ljudje živijo, v kakšnih pogojih, pa vidiš, da v bistvu to pritoževanje naše je zelo tako, ne vem, sploh nam ni hudega, no, tako bom rekla. Pač vedno je lahko ful boljš, ampak vedno je pa lahko tudi ful slabše, ne, in s potovanjem v bistvu vidiš pač, koliko nam ni hudega, koliko je tisto, se pravi, ful slabš, koliko globoko grešeno. Ja. Res, pri nas imamo res, mislim, zdaj se vsi jezijo, kakšen zdravstveni sistem imamo, ampak pri nas je dober zdravstveni sistem. To mogoče vidiš pol, ker si zaposlen, pa mislim, ker prej ti je itak vsem, ne, pač mislim tako vsem. Pri nas imamo zdravstveno zavarovanje vse urejeno, boljš, kot kar marsikateri drugi državi. Ne vem, nek socialni sistem je boljš urejen ali pa boljš. Je dosti v redu urejen. Mi imamo naravo ful dobro, mi imamo čisto pitno vodo. Mislim, midva sva potovala po Južni Ameriki 9 mesecev in tam sva mogla, ne bom rekla povsod, ker pač v določenih delih, kjer sva bila pod hribi, je bila pitna voda, ampak v veliki večini primerov sva mogla ali kupovati vodo, ali pa pač prekuhati vedno vodo, preden sva jo lahko pila ali pa jedla. Ne vem, mislim, to je taka stvar, ker tukaj doma ti ni, sploh ne pomisliš, da boš prekuhal vodo, pač vzameš kozarc, odpreš pipo, si natočeš vodo in popiješ. In jaz se spomnim prvi dan, ko sva prišla iz tega daljšega potovanja, zjutraj sem jaz, bilo je vroče še, začetek septembra je bil, in jaz sem vzela pač doma tisti grevc za vodo in natočila vodo in dala gor. In tako Rok me gleda, kaj pa delaš? Jaz tako, ja, prevreti je treba vodo, ne, hvala Bogu, zdaj imava ta grevc, da ni treba na plinskem gorilniku zakampirati, ne. Mislim, tako, neki toliko avtomatsko mi je že ratalo, mislim, toliko avtomatsko, toliko sem se navadila, da pač vodo je treba prekuhati, ne. Tako da to je ena velika vrednota, pač res, ki jo imamo v Sloveniji, res ta čista voda, čist zrak, narava. Ne vem, bila sva v Omanu, ki je pač čist puščavska država. In nedeljski, ali pa dobro, oni nedelje nimajo tako kot pri nas, recimo petkov ali pa sobotni izlet za družino je v nakupovalno središče. Pri nas gremo, ne vem, hoditi v hribe ali pa pač nekam ven. Oni grejo v nakupovalno središče, ker pač tam je klima, in je recimo znosna temperatura, ker v zunji je pač 40 stopinj in tudi v zunji nimaš kam iti, tam je pač sama puščava, mislim tako. Itak, ker je muslimanski svet neki na plaže, ne hodijo toka, ne, in res nimajo kam ljudje iti, tako mislim, ne, kje se boš nadihal, nagledal gora, zelenja, mislim, čist drugačno, tako. Ja, jemljamo stvari, prav da samoumevne se mi zdi potem, ne, mislim,
kako imamo mi vse blizu, mi da se lahko odpeljamo z avtom, lahko gremo na morje, lahko gremo smučati v istem dnevu, ampak imamo vse, ker smo taka država na koridoru vsega, ja. Ja, tudi to. Mislim, se mi zdi res, ko greš drugam, pol vidiš, kaj vse imamo pri nas, oziroma česa nimajo. No. Zdaj ta naslov je sicer tako postavljen, da smo ugotovili, da je Slovenija super, itak v letu 2020, pa tudi 2021, rekel smo in bomo ugotovili, da je Slovenija itak še pač ful boljš, kot smo mislili. Ne? Ampak to čisto navezavi na neka potovanja, ko greš nekam in rekel relacija druge in pri nas. No? To samo iz izkušenj, izveš tako ta prav, da se bolj zavedaš in začneš ceniti. Ja, ljudje povejo, koliko je, ne vem, pač tudi če ne potuješ, si izveš, kako je druge, ampak ko to izkusiš na svoji koži, ko vidiš, ne vem, revščino v določenih državah sveta, takrat te pol res zadane, ali pa tako si res, koliko smo mi lahko veseli in hvaležni, da smo bili rojeni v Sloveniji. Pač eni nimajo sploh nimajo izbire, pač rojeni so bili v neko revno državo, kaj češ, ne? Ja. Tu se je pojavilo vprašanje od Petra, katera država ali mesto je po vajinem mnenju, da je najbolj čip za študente? Ujoj, to je pa tako široko vprašanje. Mislim, zdaj čip je, če odmislimo recimo prevoz, ker drugače bi rekla, pač moraš gledati nekaj, kar je blizu, kar je v Evropi, zato da imaš prevoz do tistega mesta ali pa države relativno ugoden. Vse, se pravi, čista relacija, ki je Katarina rekla najprej, pač, če greš za en teden, se ti splača ostati blizu, če greš za dlje časa, pol se tista cena neke letalske karte / prevoza pač malo porazgubi in zdaj pač. Ja, no, recimo, če gremo gledati nekam dlje, da odmislimo letalsko karto, pa pač glede na to, da so veliko časa preživela v Južni Ameriki, bi rekla Peru. Peru je tako, meni je bil zelo všeč, ker je pocen. Tako pa ima pač slabši standard, kot pri nas, ampak ni prehudo, ni prehudega kaosa in revščine, ampak je pa zelo pocen. Ne vem, kosilo je $2, $3, pač pa dobiš orang juho, glavno jed, pa solato, recimo. Spiš lahko tudi za 4. Ja, $3-4 v čisto solidnih hostlih, pač ni to luksus, ampak tako za nekega študenta je to, da čisto v redu, no. Ja, tako da recimo v Južni Ameriki bi ziha rekla Peru, kaj pa v Evropi? V Evropi bi bilo treba gledati v smeri vzhoda, ali pa Balkan. Recimo jaz sem pač tudi nekaj časa živela na Poljskem, tako da lahko rečem, Poljska je recimo zanimiva država, pa cenejša od Slovenije. Se pravi, in prevozi po državi so nekoliko cenejši, sploh če imaš študentsko izkaznico, pač vstopnine, hrana je tudi cenejša, pač v starih časih bi rekla tudi zabave so cenejše, oziroma plača. Pač še bolj po vzhodu, Ukrajina je pa še cenejša. To je vse zanimivo, samo okoli te teme se lahko mi zdaj pogovarjamo še nekaj časa, tako da mislim, da je čas, da gremo na 4. točko. Ja. Ja, 4. točka je, da se nekako osamosvojiš in sicer ko te nekdo postavi pred, ali pa tako bom rekel, no, pač, ko smo šla recimo na potovanje v Južno Ameriko, nisva znala niti malo špansko, oziroma nisem znal, ti si malo znala. Na koncu potovanja sva v bistvu oba dva še kar zelo dobro, bom rekel, govorila špansko, pisala, ne, ampak tako pač. Skratka, naučiš se nekih stvari, ki te malo, bom rekel, spravijo, da funkcioniraš sam pač v okolju, ki ti je v bistvu popolnoma tuje. Pač moraš kar naenkrat se zrihtati, da boš najdel avtobus v tujem jeziku, da boš poiskal, ne vem, kje boš spal, da se boš zmenil stvari, ne vem, recimo jaz sem se mogla zmeniti, da so nam montirali tendo, da so nam, ne vem, dodali dodaten akumulator v tujem jeziku in pa... Dobro, to so že zelo odvisno. Ne, ampak tako, recimo, pač osamosvojiš se, ne, dejansko se pač spravljaš v situacije, ki ti niso naravne toliko, ali pa sprva take... Ja, pa ne vem, pač jaz vem, ko smo potovali starši, vedno je bil tam oči, ki je znal, pač recimo moj oči je znal zelo dobro nemško, pa angliško in se je on zmenil vse, ne, in mi smo lepo vzadi čakali in oči se bo zmenil in povedal, kam bomo šli, pač mami je skuhala in to je bilo to, ne, polka sva bila pa sama, recimo na potovanju,
Zato je tukaj fotka iz Londona, ki je bilo tako prvo najno potovanje, res, ki sva ga od začetka do konca midva čist sama vse organizirala. Je bilo pa tako, treba ugotoviti, kaj bova jedla v Londonu, pa da ne bova pač zapravila premoženja, ne, ker London glih ni najcenejši. In sem mogla pač, mislim, to je bilo tudi nekaj, koliko sem bila stara, tudi 18-19 takrat, ne. Mislim, saj meni je bilo tako, zdaj nekaj od ženske se pričakuje, da bo skuhala, ampak kaj pa ne skuham, ne, tam v hostlu neki, mislim, je tako nekaj, da moraš pomisliti, no, ali pa da moraš narediti nekaj več, kot kar pa doma v normalnem, mislim. Isto tega. Cone obdobja, ne? Ja. Tu se je eno vprašanje od Tjaše. Se vam zdi, da obstajajo tudi kakšne pasti za mlade, ki potujejo? Neke težave, no, takšne. Ne vem, če je to na kakšne nevarnosti popotniške, tega je vedno dosti, pa niso, rekel, na mlade targetirane, ampak pa če si pazljiv, se temu komot izogneš, za mlade pasti. Kaj bi to bilo v bistvu? Mislim, ena taka past je, da pač to je odvisno, kakšen popotnik si, zakaj greš, ampak recimo srečala sem kakšne Avstralce, ne vem zakaj, ampak vedno imamo spomin na Avstralce, ki so potovali po Evropi, ampak v bistvu so potovali zabave na zabavo. Tako se mi je zdelo, mislim, se odvisno, kakšen je namen potovanja, ne, pač mogoče njim je bil namen potovanja sam super fajn se imeti, ne glede na to, a si v Pragi ali v Berlinu, ampak pač mogoče nekaj tazga, da pol kar, ne vem, no, da pol bolj slediš temu toku, nekaj pač, ki je dobro nočno življenje, kar je lahko zanimivo, sam pač zame je potovanje tudi spoznavanje kulture, neke zgodovine mest, pač še kaj več, no. No, seveda hrane, ne? Ne smem pa zaviti. Ja, še kakšna past za me. Ne, tudi sem mislil na to. Ja, tako da, ok. Gremo naprej? Ja, lahko gremo naprej, ja. Ok. Ja, pol, ena stvar je pač, da se mogoče malo hitrej ali pa, ja, hitrej recimo, moraš naučiti, kako ravnati z denarjem, a ne. Tole je fotka iz Venezuele. Ja, to je fotka iz Venezuele, kjer je tale zajeten kupček denarja bil dosti, da sva si kupila tele 4 empanade. To je, ja. Ampak dobro, to je pač tako bolj fotka, no, ampak kar sem hotela povedati s tem, sploh, ker si mlad, ponovadi nimaš nekih ful neomejenih financ, ne vem, midva sva imela štipendijo, ki je bila zelo tako borna, pač res, samo zato, da je nekaj za zraven, ne prav tako, da bi rekla, da služiš s tem, ne, in sem mogla res razmišljati, koliko si lahko prvoščva, prvo šparati sproti, dajati na stran, kakor se je dan in pol reči, ok, zdaj imamo pa, ne vem, tako vsoto, s tem lahko greva za en teden v London, recimo. In potem tudi v Londonu razmišljati, kot sem že rekla, ne, pač koliko lahko dava za hrano, koliko lahko dava za, ne vem, hostel, a si lahko prvošva, ne vem, Madame Tussauds muzej, ki je pač precej drag, ne. Oziroma, če si to prvošva, ali bova lahko še pol na ta račun, recimo, tega ne bova. Tako je res nekaj, kar moš pa razmišljati, ne? Da ni uno, pač greš pa, ne, kakor bo, mislim, tako, no. Se mi zdi, da je pol tudi to za kasnej fajn. Ampak ta točka nekako predvsem govori o tem, kako se nekako naučiš ravnati z denarjem pred potovanjem, ne na samem potovanju, ampak dejansko pač, da pogledaš, se pravi, pred tem, ne, da nekako vsem prišparaš. Ja, ok, to pa itak, ja, tudi, to je pa že cela druga tema, kako prišparati za potovanje, se pravi, to smislu, ne. Ja. Moniko zanima, če ste kdaj že zaslužila kaj sproti med potovanjem? Sproti, da bi šla prav delati kaj, ne. Kar je bilo recimo sproti zdaj v zadnjih letih, ko imava blog, pa da je bilo, ne vem, da so se dogovorila, čeprav ni bilo glih zasluženo, no, ampak da so se dogovorila recimo za kakšen članek, ki sva ga napisala, ali pa za kakšno promocijo, ampak to so bili taki, mislim, to so minimalni zneski. Da bi pa prav delala, pa nisva nikoli, no. Je bilo vedno prihranki. Če je bilo, kaj je bilo vezano na najne poklice še doma, pa je bilo treba še kakšne stare grehe oddelati, ali kaj takega. Pa je bilo pa kaj zaslužka, ampak na samem potovanju pa nisva ponovadi nikoli iskala službe in tako. Je pa to ziher zanimiva stvar, no. To je mogoče ena stvar, ki sva midva malo prepozno se spomnila, ne, ampak kakšna ta working holiday visa, ne.
ki greš v bistvu delati na Novo Zelandijo ali pa kam hodijo v Kanado, tudi v Avstralijo. To sem sicer skozi malo razmišljala, da bi, ker recimo delaš par mesecev, pa malo potuješ, pa tako. Sam, ne vem, tako bom rekla, prehiter sem šla v službo in polka imaš pa enkrat redno službo, pa pač ne greš, ker ne dopušča več. Poveš pa rajš na dopustku, ker pa še dodatno delati. Ja, zanimivo. Lahko gremo na naslednjo točko? Že? Ja, naslednja točka je pa v bistvu zelo povezana s to. Potovanja sploh niso tako draga. Ne? In to je mišljeno tako, če si recimo, sva si prišparala določeno, rekel, vsoto denarja, ne? Ali pa pač neko vsoto, ki sva jo pripravljena dati za to potovanje in zdaj iz te, recimo, če rečemo 1000 evrov, je lahko potovanje, ne vem, enomesečno lahko tako ali pa tako. Ne? Lahko hodiš v, ne vem, hotele ali pa, ne vem, hostle, lahko pa kampiraš, lahko hodiš v restauracije jesti, pač cel čas recimo, lahko pa si kuhaš sam, lahko pa nekaj vmes, ne vem, greš pač probati lokalno hrano, pa si kuhaš sam, pa tako. Se pravi, v bistvu lahko s tem neko vsoto recimo denarja potuješ na nek recimo najin način, kad sva, ne vem, ogromno kampirala in tako precej dlje, ali pa, ne vem, je posledično potovanje cenejše, kad bi drugače bilo, ne, se pravi. Vedno vlagaš, rekel, to je pač neka druga stvar, ne, se pravi, če recimo prišparaš malo denarja na nekih nastanitvah, pa na takih stvarih, v bistvu pa lahko daš denar, pač tizga, ki si ga prišparal, pač za neke stvari, ki so ti recimo mogoče, ne vem, še malo bolj pomembne, ne vem, da si greš pogledat, recimo v Venezueli bi to Angelov stab, ki je bil precej dražji, ne, v bistvu čist ful drag ne zanaja, v bistvu, pa so se jo vsem prvošla, pa je bilo totalno vredno, pa nekje druge pa not prineseš pa tako. Ampak kar se mi zdi je fajn, recimo ljudje, ki začnejo potovati kasneje, kot pač bolj odrasli, pol itak im je nekako logično, greš v hotel, ne. Ampak če pa potuješ že od mladega in si nekako navajen, da je v redu pač vse zaspati, mislim, tako malo karikiram, ampak da lahko spiš tudi v hostlih ali pa couchsurfing, se pravi pri domačinih, pa pol to preneseš tudi naprej, ne, in veš, da pač je veliko drugih opcij poleg hotela in že na ta način si lahko tudi kasneje pol poceniš potovanje, mislim, poceniš, ne, da v bistvu veš, da ni treba dajati, mislim, da ni, ne vem, 50 evrov na noč za hotel nekaj normalnega pač, ampak se da veliko ceneje, ne. Sploh zaradi tega, ker v bistvu ni nujno, da je hotel bolj luksuzen, sam pač recimo, če začneš potovati starejši, mogoče imaš to neko predstavo, ampak recimo spanje, se pravi, skozi couchsurfing ti da ful neko izkušnjo, ne vem, pa ful zabavne večere, pa prijatelje na drugem koncu sveta, a ne, ki pač, mislim, ti lahko dajo marsikero informacijo, tudi, ne vem, o receptih, o čemorkoli pač, karkoli iščeš ali pa želiš, ne. Ali pa, ne vem, kampiranje ti da pač ful lepe sončne vzhode, sončne zahode, lahko, ker ti noben, mislim, redki hoteli ti vedali take. Ja, to je. Ja. Neko vprašanje je še bilo, ne? Neko vprašanje je bilo, mislim, da sem zastavil. Jaz zdaj mislim, da bih povedati, to sta že povedala, kako financirata potovanja zdaj z svojima službama, vse sta rekla, da sta prehitro začela delati, ne? Tak da. Ja, prej pa štipendijo oziroma študentskim delom, no, tako da pač, ja. Še prej pa starši, vsaj pri meni. Gremo dalje, ne? Še ena tale točka v bistvu se precej navezuje na tisto prvo, ki je že bilo tako pač pejt, dokler se da, ne, in to je eden izmed razlogov, zakaj. Zato, ker sploh zdaj v zadnjih letih smo res priča hitremu spreminjanju in podnebja, recimo tukaj je na fotografiji Azure Window, pač ta naravni most na Malti, midva sva bila na Malti leta 2015, meni se zdi, in sva ga še videla, ali je bilo 2016, ne vem, se nima veze. In sva ga še videla, naslednjo zimo se je ta naravni most podrl in v bistvu zdaj vidiš tam samo en stebr, ne, ta povezava je pa šla, ne, mislim, se je zdaj dobro, takih naravnih mostov je še veliko, ampak hočem reči, in narava se spreminja, predvsem na račun tega globalnega segrevanja ozračja recimo, ali pa onesnaževanja, prekomernega turizma recimo. Indonezija, Tajska so že znane po tem, da recimo imajo sicer zelo lepe koralne grebene, ampak so že mrtvi ali pa uničeni zaradi pač preveč vsega, ne.
Torej smo mi zamudili ta naravni most, njega ne moramo več videti. Ja, naravni most na Malti žal ga ni več, bo treba kam drugam. Pojavlja se spet eno vprašanje, ali se med potovanji spoznavate in preživljate čas tudi z domačini? Ja, to je po mojem naslednja točka, ena izmed. Te pa lahko gremo kar na to točko, no, če je naslednja. Bomo prišli do tja. Kaj? Se lahko, ja, kar takole damo. Ja, okay. Lihto je ta fotka, se pravi, to je na Novi Zelandiji, sicer ena organizacija Jaeste, ki so nas malo okrog pelali po Aucklandu in tukaj da so pač domačini. Ampak ja, na samih potovanjih, se pravi, se ogromnkrat spoprijateljiva ali pa pač se zaklepetaš, pa se spoznaš z raznimi se pravi, popotniki, si podeliš informacije in v bistvu se, rekel, včasih kakšen del poti tudi skupaj izvede z drugimi popotniki. Zdaj, domačine je bilo, se mi zdi, da nama najlažje nekako spoznavati skozi couchsurfing, ker so midva jih tudi, rekel, dost ljudi sveta gostila. Mislim, da eno poletje so imeli nek rekord, ko je 70 ljudi, ko so imeli full folka na obisku. In pa so tudi midva imela nek ta način, so rekla, ko bo pa šla, bo pa pač tudi probala midva pri komu prespati. In se je to izkazalo za res dober način spoznavanja ljudi. Pač dajo ti ponovati neko osnovno znanje ali pa osnovno vedenje o državi, ne vem, povabite na večerjo, naredijo ti nekaj pirinjo v Braziliji, ali pa te naučijo, kako lokalci delajo stvari, ki jih drugače ne bi nikoli pa zvedel ali pa slišal ali pa tako. Mislim, res je. To je kar zakladnica, ta couchsurfing, sploh če se nekako spravaš v ta duh, da to ni način zastonj prenočevanja, ampak je pač način spoznavanja domačinov. Če to tako dojemaš, tako kot je bilo recimo zdaj zastavljeno to vprašanje, potem je to res zaklad tukaj. No? Torej, to na najbolj pristen način ti spoznaš določen kraj, vse zveš z prve roke stvari, ko jih drugače ne bi, ne? Tudi če bi šel organizirano potovati. Ne? Ja, definitivno. Ja, tudi premalo podarjamo. Drugač pa, pri tej točki sem jaz hotel še dodati, se pravi, ta točka se ni toliko nanašala na spoznavanje domačinov, ampak da lahko dobiš pač prijatelje pač z kjerkoli dela sveta. To pomeni, recimo, ogromno nekih prijateljev smo zdaj spoznala v Južni Ameriki, ki so v bistvu bili, ne vem, ali so Švicari, Francozi, iz Kanade, Čehi, tako pač so potniki, ki se v bistvu še zdaj slišimo med korono, zdaj pač virtualno, polka tega ne bo, bomo si sigurno kaj obiskali, tako, mislim, res je. V bistvu dobiš pol še razlog, da greš nekam drugam potovati, recimo, ne, da obiščeš tega prijatelja, ne vem, ki si ga srečal v hostlu ali pa v kampu, ne. Tako ja, na ta način tudi. Pač svet rata pikco manjši pol. To je zanimivo, ne? Spoznaš se in v enem dnevu že načrtuješ naslednji izlet, kako se bo ta videla. To je, kako bi rekel, prijateljstvo, ko je zraste takoj. Ne? Enkrat to tudi sam izkušen, ko sem potoval po Evropi lansko leto, tudi sem nekoga novega spoznal in smo se že zmenili, da se vidimo, ko bo razmere to omogočale. Tako da je tudi to motivacija za naslednje izlete. Ne? Ja, in ponavadi tudi, če spoznaš ljudi, mislim, recimo, bila sva v hostlu, ne, v kampu na velikonočnem otoku in je vse, recimo, v kampe hodijo, sploh v tak tip kampa hodijo približno podobno misleči ljudje, ne. In je že z tega pač se veliko lažje povežeš, ker pač vidiš, da je, ne vem, tam je bil nek češki par, pač ne gre vsak kampirati na velikonočni otok, ne, mislim, tako vidiš, da je obojem všeč neko to kampiranje, outdoor, pač neko cenejše potovanje na ta način, no. Ja, ali pa recimo, ko sva iskala, vem, da za nek del po Argentini sva iskala pač sopotnike, je pa en tak Facebook community, recimo, sva jih pa najdla, sva napisala, če bi kdo šel z nama, pač welcome to join, ne, in sta se javila dva Švicarja, smo rekli, dobimo se tam in pa smo se dobili na pivo in smo rekli, v redu, ni problema, gremo potovati za en teden 10 dni skupaj, smo skupaj potovali in smo v bistvu full dobri frendi zdaj. Ja. Ok, gremo naprej kar. Ja. Potovanja te preoblikujejo, sem tukaj napisala.
Se pravi, tle sta dva aspekta. Eden, ko potujeva midva kot par, recimo, kot sem rekla, midva pač sva že res od mladih nog skupaj potvala in so se pač tako tudi ful spoznala na ta način, ker pač na potovanju si res 24 ur na dan skupaj, se pravi, preden sva začela skupaj živeti, sva že skupaj potovala in je bila tudi neka taka, rekla, testa, ne, za najino zvezo. Sploh zato, ker na potovanjih si izpostavljen bolj nekim ekstremnim pogojem, ne, mislim, pogojem, zdaj to tako zveni. Ne vem, cel dan skupaj, hodila sva okrog, pa je bil en lačen, drug zmatran in kako zdaj to kako to pohendlata. Na koncu pa še postal šotor. Mislim, tako res vidiš pol, kako drug reagira in kako ti reagiraš in pač lahko funkcionira, lahko pa ne bi, a ne. To je ena stvar. Imate kakšen primer? Andreja zanima, katero potovanje po državah vam je bilo najbolj ekstremno in nenavadno, torej vam je dalo možnost, da vaju preoblikuje? Mislim, prvo tako, si se rekla, ne, London je bil za en teden, pa pač, da sva res čist vse sama mogla organizirati od začetka do konca. Tako da to je bilo tisto res, ne, ker sem jaz spoznala, mislim, da pa sem ugotovila, da je to splošna moška lastnost, da ko je moški lačen, rata nenormalno siten. Ampak meni ni bilo jasno, zakaj je Rok pač vsak popoldne je bil tečen. Ne? In pol je to bilo vse narobe takrat, pač od A do Ž. Ampak to nisem v Londonu pogruntala, to sem razlog za to sitnobo sem pogruntala veliko let kasneje, po veliko potovanjih. No, ampak je pač nekaj tazga, ker smo se naučila, da pač res je treba čez dan poskrbeti, da dosti jeva. Ker jaz sem taka, da jaz lahko cel dan preživim na Nutelli ali pa ne vem, z eno čokolado, pa bom zvečer jedla, ne? Ker meni se čez dan toliko dogaja, da pač nisem lačna. To pa, razumem, jaz sem podoben tip. Jaz sem tudi tak, da samo da vidim določene stvari, samo da doživim, bom že jedel kasneje, ni panike. Viš, to pa zanimivo. Ja, ima 30 km prehojenega po mestu in pa v bistvu še vedno nič pojedel. To zame takrat in to zdaj mislim, da ni šlo. No. Ja. Pa je pa še drug aspekt, ki sem tle napisala, zakaj te potovanja oblikujejo. Je pa tudi to malo, kar smo prej pri temi v Sloveniji govorili, ne? Ker res vidiš, kakšna je situacija po svetu in si s tem nekako širiš obzorja. Mislim, tako se mi zdi, ker če si sam v Sloveniji, hitro rataš zaplankan in se jeziš in ukvarjaš samo s problemi, ki so pač par kilometrov levo pa desno od tebe. A ne? Ko pa greš malo po svetu, pa res vidiš mogoče malo širše. No, meni je bila ena taka zelo zanimiva izkušnja, ful se govori o plastiki, koliko je plastika, problemi in plastični odpadki in mikroplastika v morju, ampak pri nas tega ne vidiš. Mislim, vidiš kakšno plastično vrečko, kje leži, ampak Slovenija je načeloma zelo čista. Sva bila pa na Jamajki in sva se pelala do najbolj vzhodne točke Jamajke, ki je pač tam plaža na odprto morje in tako ful lepa plaža, palme, bel pesek, ampak ko prideš bližje, sva videla, da je kilometer dolga plaža bila polna plastike, ampak to je tako, ko bi nekdo stresel vrečo plastičnih odpadkov tja. Mislim, res plastika pri plastiki. Mislim, to je bilo nekaj taga, prav, kad te srce boli, ko vidiš. In to je vse, pač to plava v morju, to odnese v morje, pač ne vem, iz drugih otokov in naplavi tam na Jamajko. Mislim, grozljivo. In še takrat se pa res, vsaj jaz sem se res zavedla, koliko velik problem je plastika in sva res začela pol se truditi, da manj plastike uporabljava, ne vem, da poskušava pač drugačno embalažo oziroma čim bolj proti zero waste, ne, čeprav ne gre brez odpadkov, ampak malo se truditi, no, prej ni bilo tako. Jaz bi mogoče sam še tretji vidik tega, ker se mi zdi, da se nam je zgodilo pa zadnjim potovanjem, se pravi, daljše potovanje te na nek drug način preoblikuje, predvsem iz tega stališča, ko čas nad potovanjem pač teče drugače, kot pač teče doma. In ko se v bistvu človeku, ki je na poti, zdaj v tem primeru so bila to midva ali pa kdorkoli pač drug, se mu svet zgodi vmes, ne, se mu zgodi pač vse in pač je nemogoče to zaobjeti v besedah, niti v fotkah se ne da. Neko pa priješ domov, je pa nekako vse po starem, pač še vedno je nek ritem ljudi, ki si jih poznal in pač še vedno vse teče, tako da se ni vmes čisto nič zgodilo, ne. In v bistvu si vržen v to, v to nazaj, ne, in takrat v bistvu spoznaš, koliko te je potovanje v bistvu spremenilo in pa začneš ugotavljati, še pa še noter. Ja, to je pa nek tretji vidik, no.
Ja, torej zdaj pa logimo naprej na 10. točko. Ok, ko si mlad, nimaš veliko obveznosti. To se predvsem nanaša na, se pravi, nimaš otrok, nimaš kreditov, nimaš ne vem, kreditov. Določenega števila dni dopusta. Ok, ja, recimo to, čeprav jaz kot SP tudi nimam, zdaj še vedno. Katarina ima, tako da mora na to gledati, ampak ja, pač prej je veliko manj omejitev, ki te bi nekako držale, se pravi, posledično je tudi veliko manj nekih izgovorov, zakaj ne bi šel, no. Eden in edini izgovor se mi zdi je to, da pač kot študent nimaš denarja, pol pa, ko greš, se pravi, študentskih let, se mi zdi, pa ko recimo nekaj zaslužiš, se pa ta nimam denarja spremeni v ne. Več je vplasno. Ja. Pač, tako. Bomo pogledali za vprašanje. Tako da, tukaj se je bilo vprašanje, glede na vajne izkušnje, kakšne so možnosti potovanja in hkrati kombinacije iskanja dela oziroma službe na poti z namenom financiranja svojih potovanj? Možnosti definitivno so. Najbolj taka, rekla, mogoče razširjena je, kako že, ne? Ko v bistvu delaš, se pravi, da delaš v zameno za nastanitev in ali hrano. Na ta način. Se pravi, to ponujajo kakšne, ne vem, bolj kmetije na ta način, se pravi, ne vem, pomagaš, zdaj bom karikiram, ker nimam izkušnje s tem, ampak kar sem brala, se pravi, ne vem, pomagaš okopavati krompir ali pa delati na njivi in v zameno dobiš pač prenočišče na tisti kmetiji in pa recimo obroke. To je recimo ena taka stvar, ali pa pač to, kar sem že prej omenila, working holiday visa, to se je treba sicer vnaprej prijaviti, ni tako, da pač greš pa rečeš, bom tle zdaj nekaj najdel, moraš imeti prav vizo za delo, ampak to je recimo ful razširjeno Nova Zelandija, Avstralija, tudi Kanada, tudi ZDA, se pravi, ponovadi tam že lažje je, če si že od doma zmenjen, kje boš delal vsaj na začetku, pa pač nekaj časa delaš, recimo potuješ, pa spet, ko že malo vidiš, kako stvari potekajo, to so, ne vem, pol kakšnih Facebook ali pa, ne vem, WhatsApp skupine, ne vem pač. Kje se recimo menjajo ali pa objavljajo dela, ali pa pač kontaktiraš, vprašaš, ko vidiš, kdo ponuja ali pa tako, no. Pol sproti je lažje. Ja, mislim, drugače, se pravi, odvisno, kaj študiraš, bom tako rekel, ampak ogromno je tudi možno pač se zmeniti, če hočeš iti na potovanje, bom zdaj rekel, pač v eno, ne bom rekel specifične države, ampak če hočeš v eno državo iti, se pač pozanimaš, poiščeš, ne vem, firme, kjer hočeš delati, ali pa kjer bi hotel tukaj zaslužiti, pa greš delati za 2-3 mesece tja, pač ne, dobiš ful dobre izkušnje, tako kot neka vrste praksa je, s tem, da si jo lahko moc sam zrihtaš, ali pa ne vem, prek faksa, kakorkoli. Pa greš pa še naprej na potovanje, ne? Pa si hkrati v bistvu v fohu, pa hkrati greš na pot. Na tak način sva mi oba, pač to je že Rok prej omenil, organizacija IAESTE. IAESTE je za študente tehničnih in naravoslovnih smeri, prav organizacija, ki v bistvu ureja ali pa ti pomaga najti plačano prakso v tujini, pa pač vedno lahko podaljšaš, ne, ali pa prej prideš, pa začneš malo s potovanjem, pol delaš, pa spet recimo potuješ. Ja, to je kar fajn, ja. Je pa pač, ja, tudi Erasmus ali pa še kakšna druga organizacija obstaja, no, ampak tako. S to malo izkušnjo. Ja. Gremo kar naprej. Zadebatirali, tako da gremo kar naprej, ja? Ja, no to je pol ena izmed glavnih, po mojem, stvari, zakaj se splača potovati, dokler si... Bolj pomembnih, ok. Zakaj se splača potovati, dokler si pač še mlajši, ali pa dokler imaš recimo študentsko izkaznico, ker so pač vstopnice cenejše ali pa celo brezplačne. Tako recimo Pariz je znan po tem, da za študente iz Evropske unije, se pravi za mlade, vključno 26 ali manj let, so številne atrakcije popolnoma brezplačne. Pokazati moraš samo pasuš oziroma osebno in lahko greš. Zdaj, ne glih Eiffelov stolp, čeprav je tukaj na fotografiji, je pa recimo brezplačna vstopnina na Slavorok zmage, v Louvre,
Mislim, to dvoje se zdaj spomnim. Pač mi dva sta prav s tem namenom šla v Pariz, tako so rekla, preden bova 26, to da izkoristiva to. A ne? Ta zadnjič sva šla takrat. Ja, To v sem Pariz. Lansko leto, ko sem šel po Evropi, pa po Nemčiji, sem imel, nisem da samo muzej obiskoval, ampak tisto, kar sem obiskal, sem pokazal samo dijaško izkaznico in sem imel tudi višino stopnice je bila, ne vem, višina stopnice je bila 15 €, jaz sem imel brezplačno, tako da Ja. to je res ugodno. Pa po mojem mnenju v Sloveniji pa ni tako, ne, da bi bilo tako ugodno. Zelo malo tega v Sloveniji, tako v tujini je tega več za študente, sploh se mi zdi v Evropi je tega res veliko, no, za študente. Jaz vem, da sem bila tudi v Sevilji in Rok je pozabil svojo študentsko izkaznico takrat doma. In pač jaz sem šla noter v tisto ta veliko, ta znano katedralo v Sevilji, ki je bila vstopnica, ki bi zdaj rekla 3 €, Rok bi mogel plačati, pa tudi ne vem, zdaj na pamet govorim, ampak ki bi rekla 15 €, pač ful več, no, in pol pač je rajšel zunaj počakal takrat. Se mu je zdelo za malo, da ima študentsko, sam pač doma. Ja. No, tu se je pojavilo vprašanje od Klare, ali imate seznam stvari, ki so nujne za sabo, ki so nastale tekom posameznih potovanj in da sta enkrat nekaj pozabila in zdaj brez te stvari ne greste več na potovanje. To je na primer lahko ura, švicarski nož ali kaj podobnega. Ja, takih stvari je v bistvu kar veliko, no, ampak evo, tle, ki je omenjen švicarski nož, to če le lahko, se pravi, če greva sam za ročno prtljago, ne moreš, ne. Ampak če le lahko, recimo švicarski nož je taka stvar, ki jo midva ful uporabljava. Mislim, sploh moj švicarski nož, ki ni sam nožek, ne, ki imaš noter še škarice, pa pilco, pa take stvari, pač to je res uporabna stvar, ali za pač, ne vem, sadje, hrano rezati, ne, ali pa tudi za kaj drugega. Ja, ali pa tudi za konzervo odpreti. Jaz se spomnim, sva bila na enem trekkingu, ki sta dva na trekkingu, mislim, da žlico šla odpirati pa neko konzervo. Pa s kamnom, ja, pač tako, no, mislim. Ja, ok, švicarski nož, absolutno. Ne vem, kaj je bilo še ostalega, da pogledam. Ja, mislim, pa študentska izkaznica, dokler sva jo imela, oziroma zdaj imava kot pač prostovoljna novinarja pri Globetrotterju, imava novinarsko izkaznico, tako da to je tudi fajna stvar, ki tudi prinese ugodnosti. Čeprav ni vedno koristna, ne, recimo v Venezueli nisva nobenemu povedala, da sva novinarja. Včasih se malo pohvališ, ja, sva novinarja, ne. Ampak recimo v Venezueli, ki je bil tak režim, so bila pa lepo tiho, ne, kaj novinarji, ne, turisti, ne, mislim, tako. Bog ne daj, da si novinar tam. Ja. Čakaj, če kakšna taka stvar, brez katere ne greva. Malenkost. Za v hostle, čepki za ušesa. Pač jaz ne moram pozabiti, ker sva bila v Lizboni v nekem hostlu, pač itak ne, v skupni sobi in nekdo je prišel iz neke žurke in pa še ta hostel je bil, da se je vse slišali in je bruhal polnoči na WC-ju in se je vse slišali, jaz nisem mogla spati. Ne vem, v Bratislavi je nek Avstralec prišel sred noči in tako smrčal, da sem mislila, da ga bom nekam poslala. No, mislim tako, da ja, čepki za ušesa so nujni za v hostel. No, ena stvar bi recimo bila še ful dobra, tako res kvalitetna, nevno iz Decathlona brisača, ta mala, ki se zrola, ki jo lahko samo užameš, pa je v bistvu takoj suha, recimo. To je ful taka koristna stvar, ne. Kaj še pa kaj takega? Malo je pa tudi specifično od potovanja, ne. A recimo, če letiš iz hladnega kraja, na primer Slovenija, v ta pravem delu leta, na Jamajko, ne, in ti izgubijo prtljago, sem se naučil, da bom zdaj, ko letim iz hladnega, pa bom pač ful napravljen, v vročega bom pač imel sabo ponovati vsaj ne spodaj eno kratko majico, pa nekje ene kratke hlače, da ne bom pol tam taval v puloverju prvi dan. Ja, no to v bistvu je kar pravilo, ne, da vedno v ročno prtljago na letalo vzameva tudi en set spodnega perila, od takrat, ko so nama na Jamajki izgubili prtljago, pa zobno krtačko, pa pasto imava tudi kar zraven, ali pa ne vem, če ima kdo leče, mogoče je fajn tudi tekočino za leče imeti tako nekje pri roki. Ja, to bi meni druga stvar, na katero pazim, tekočina za leče. Sem bila enkrat z eno prijateljico, ki je mogla pol kupovati. Mislim, da je imela ful problemov, tako da ja. To lahko, ja. Torej, lahko pa gremo zdaj kar dalje na 12. točko, ki pa mislim, da je tudi zadnja izmed teh. Ja, to je pa še ta zadnja točka. Mislim, to
to, da si želiš odklopiti malo in spremeniti okolje, je itak vedno aktualno. Ampak se mi zdi, ker si mlad, je več na kupu, več nekih teh prelomnic, ki so lahko ful dober razlog za potovanje. Rečeš, ok, po maturi grem nekam, ne? Da pač malo odklopiš, da premisliš, kaj je bilo in kaj prihaja, pol po diplomi, pa ne vem, po magisteriju, po doktoratu, pač ne vem, po poroki. Tako se mi zdi, no, mislim, sem že rekla, najno prvo potovanje je bilo v Avstralijo, to je bilo po moji maturi. In je bilo tako pač, ja, itak šparaš, a ne, učiš se na polno in pol pač je in res paše, a ne, res paše, ker rečeš, ok, zdaj sem ful neki naredil, ful dosegel in pol je res tako odklopno. Pa so šla tudi po rokovi maturi, takrat so šla v London, pol po moji diplomi sva šla, ti si mi pobegnil na Finsko, pa sem za tabo prišla na Finsko, tako pač je vedno, ne vem, Rok je imel, on je šel direkt na magisterij, so šla pol spet v Avstralijo, jaz sem šla pol iz diplome direkt na doktorat, pa je bila že korona, ker sem doktorirala, tako da sva šla samo v Francijo, ampak tako, hočem reči, vedno je nek razlog, pač, mogoče si malo lažji osmisliš, pa rečeš, zdaj pa res, ne, ker imam in čas vmes, ne, ker si med enim in drugim in tudi, ne vem, res paše se malo tako zluftati na ta način. Če rabiš res razlog, je to idealen razlog. Kaj bi jaz dal, da bi lahko zdaj tak šel, ne, v tem času? Tu se je bilo vprašanje, Nušo zanima, glede na to, da res rada in veliko potujete, vam je dopust, ki si ga lahko vzamete v službi dovolj za obisk vsega? Kaj ne rečem? Itak, da ne, a ne? Ja, zato so par let nazaj dala odpoved, mislim, jaz sem dala odpoved in sva šla za 9 mesecev v Južno Ameriko, a ne? Zdaj bom, recimo, da držali za nekaj časa. Pač ni, itak idealno bi bilo iti, ne vem, večkrat na leto za vsaj en mesec nekam. Se mi zdi tako, 3 tedne, en mesec je nek tak čas, ki lahko nekaj vidiš, nekaj doživiš, pa da se ti ne mudim domov, a ne. Ampak pač v tem svetu ali pa s takim načinom življenja to nekako ni realno, ne. Tako da delava s tem, kar lahko, a ne. Se pravi, toliko dopusta, ki imava, proboj izkoristiti. 3 mesece na leto bi bilo idealno. Sej pol delaš preostali del leta, pač ful več se ni, ampak tako, to bi bilo tako idealno. No. Ne? Ja, ampak to je. To je pač nekaj, ne v oblakih. Sanje. Ja, sej, to ti prav fajn, je tisto, kar rabiš, no, tudi po napornem delu, sej pol smo potrebni počitka, ne, in ni lepšega, kot pa se lahko na kjeri plaži spočiješ, ali pa da si neki, ki imaš tudi mir, ni nujno, da zdaj greš, odvisno, no, od kakšno službo imaš, kakšen počitek rabiš, ne. Eni rabijo več aktivnosti, eni rabijo več mira pred ljudmi, od vsak ima drugačne motive, tako da. Zdaj pa bi rad povedal, da če še kaj vprašanj, mi smo bližamo koncu oddaje, tako da žal na vsa vprašanja ne bomo mogli odgovoriti. Hitro vprašaj. Če lahko hitro vprašate, ajde, ene še dovolim, tako da vidimo, evo, eno se je pojavilo. Alenko zanima, katero hrano iz Slovenije najbolj pogrešate, ko ste na dolgem potovanju? Babičino. Mislim, ne. Ja, jaz drugač nisem ful ljubitelj mesa, ampak vem, ko sva bila v Avstraliji ta prvič, joj, kva se mi je luštala goveja juha. Tako, mislim, kaj pa še kakšna. Malo je odvisen tudi, v kakšnih državah potuješ, ali imajo podobno hrano, ali pa vsaj podobno sadje, zelenjavo, ali ne. Recimo, ko so bila ful v eksotičnih krajih, če tako rečem, neka Brazilija, ki ima sicer svašta sadja, a ne. Mislim, taga sadja, ki pri nas spoga še videli nismo, pa res dobro, ampak tako na koncu ti, joj, pa bi pasal že en jabolko, ne. Mislim, eno jabolko. Tako, mislim, a ne. Ja, pač. Tam je bila to normalna, rekel, normalno sadje, za njih je pač bolj eksotika, pač to, kar imamo mi klene, in pa začneš pogrešati pač njihovo eksotiko oziroma naše domače. Ja, sva pa drugače v Južni Ameriki veliko sama kuhala, pač večinoma, tako da itak kuhava nekaj tazga, kar tudi pri nas jeva, ne, mislim, tako, zdaj itak vsega se ne dobi, ampak
ni bilo pa toliko drugače, da bi rekla, da sva res ful pogrešala slovensko hrano, ker na nek način sva si jo delala. Ja. To je to, ko si na potovanju pogrešaš kaj doma, ko si pa doma pa pogrešaš kaj na potovanju, tako da začaran krog. Ja. No, zdaj, ker smo že tako dolgi, da ne bo postalo preč, kako bi rekel, ne več zanimivo, ker koncentracija pada, je čas, da zaključimo, tako da še enkrat, žal na vsa vprašanja ne bomo odgovorili, ampak jih lahko pišete Katarini in Roku, na katera boste še z veseljem odgovorila kasneje. Tukaj je zdaj Instagram profil, kamor jih lahko pišete, s komu jih lahko postavite. Tako da upam, da ste danes veliko odnesli, kaj novega izvedeli, se naučili, dobili navdih, kakšno motivacijo po zapustitvi tega varnega domačega gnezda, kar je v teh korona časih izrednega pomena. Ne? Zahvalil bi se rad vama, Katarina in Rok, da ste bila naša gosta, da ste se vzela čas za nas in nas seznanila z vajnimi izkušnjami, avanturami, ki ste jih doživela. Tako da hvaležni smo vam tudi za spodbudne besede. Kot sem pa že na začetku omenil, pa lahko za več informacij obiščete spletni časopis Globetrotter ali pa popotniško spletno stran Lahkih nog naokrog od Katarine in Roka. Ob tem pa bom izkoristil tudi priložnost, da vas povabim na naslednjo oddajo, ki bo potekala prav tako v četrtek, čez 2 tedna, torej 29. aprila, torej ob 21. uri, kjer bomo pa govorili o tem, kako ustvariti ta zares popoln popotniški selfie. Torej, z nami bosta nova gosta, to sta Sandra in Bojan Staniša, ki sta prav tako izkušena popotnika in poznana po tem, da potujeta z njunim majhnim kosmatincem Nanom. Tako da, hvala za udeležbo, hvala, da ste nas gledali. Hvala vama, Katarina in Rok. Z veseljem, ni problema. In vas vsi lepo pozdravljamo, lepo bodite, lep večer še naprej in se vidimo. Ok, adijo, lahko noč. Čau.